Veste, bo kar vaš. In sicer vam ga bo podelil Gabriel Škof, predsednik uprave Adriatika Slovenije, še enega velikega pokrovitelja slovenske reprezentance. In tako naj se nam pridruži tudi Vasiljev trener Jure Žbogar. Jure, tudi vam velike zasluge za vse. Nagrada bo tudi vaša, podelil vam bo Marko Cedilnik, direktor logistike Mercatorja. Oba prejmeta tudi šopke, vsaj tako je po protokolu, Bogdan Gabrovec jih podeljuje. Dva Žbogarja in srebrno odličje. Vse, kar zna stisniti zobe in napasti. Ana je zdajle poskušala spraviti tekmico na parter. Tole je dobro, morda za vzvodni prijem. Ana poskuša na parterju, tu je zelo močna. Obiskovalci, prosim za majhno pomoč. Poklicali bomo Ano Velenšek, ampak tukaj bi potreboval tudi vas. Namreč, da jo skupaj pozdravimo. In sicer predlagam takole. Na moj 3-4 vi pozdravite bravo Ana. In tako trikrat, v redu? Najprej za vaju. 3-4. 3-4. 3-4. To je bilo malce kilavo, ampak sedaj, ko dobimo na telefon, bo bolj glasno, kaj ne da? Vrtimo telefonsko številko in kličemo na morje Ano Velenšek. Halo, halo. Dober večer. Dober večer, tukaj Ljubljana, tukaj več tisoč glava množica, je to Ana Velenšek, dobitnica bronastega odličja. Je. A smo vas zmotili na plaži? Ne, zdaj ne več. Aha. Ana, lepo prosim, poslušajte, kaj ti množica vas bo pozdravila. 3-4. 3-4. 3-4. Bravo, Ana. Ja, zelo vas pogrešamo, ampak vsem razumemo. Povejte, so se ta olimpijska čustva že ohladila pri vas? Ja, zdaj za svoje izjemno delo. Najprej za Ano Velenšek podeljuje Tomaž Kraškovic, član poslovodstva Slovenskih železnic, še enega velikega pokrovitelja Olimpijskega komiteja in reprezentance.
šopek od Bogdana Gabrovca. In sedaj še priznanje, gospod Fabijan, za vas izročila vam ga bo Sabrina Pečelin, vodja odnosov z javnostmi pri Porscheju Slovenija. In še en šopek predsednika Olimpijskega komiteja. Saj ste kot v cvetičarni, gospod Fabijan. To še ni vse. Najprej za fotografe. Res je, kmalu boste spet na odru. Samo še beseda ali dve, lepo vas prosim. Povejte odkrito, kaj bi raje? Čakali na recimo usodni dvoboj Ane Velenšek še enkrat, tistih nekaj minut prej, ali še enkrat šli peš od vaše lopate pa do Brezi, tako kot ste to storili, kot ste obljubili? Niti eno, niti drugo. Gost vsega. Čani trenutek. Prihaja zlata olimpijska medalja. Prihaja judoistka Tina Trstenjak! Dobrečeni, še enkrat iskrene čestitke. Z nami ste, tukaj ste z zlatim olimpijskim odličjem. Ni se vam nič življenje spremenilo, kaj ne da? Ne, nič kaj bistveno. Ti olimpijski spomini, to vas vselej sprašujemo. Če vas sedaj jaz vprašam po občutkih, ne, da, kaj vam pride najprej na misel, da bi se me lotili s kakšnim metom ali da bi me se lotili s tehniko davljenja? Nič od tega. Nič od tega. A pogledamo še enkrat, kako ste prišli do odličja od vašega prvega koraka na tatami do zadnjega prijema. Poglejmo. Hud boj, Tina Trstenjak in Marjana Silva,
Tina, vse, ko vas človek opazuje takole pred dvobojem, vse se zdi samoumevno, tako sproščeni ste, tako samozavestni, niti v enem trenutku se nam ni zdelo, da bi sploh pomislili, da vas kdo lahko premaga. Tako ste se počutili, predvidevam. Ja, trener Marjan Fabijan me je odlično pripravil, tako fizično kot psihično. Jaz se nisem z ničemer obremenjevala, šla sem svojo pot, bila sem izredno skoncentrirana in to je pri nas rezultat. Ni bilo pretiranih vesel do finala, kako to? Ker sem želela iti do konca in sem vedela, da bom dala to iz sebe potem na koncu. Se vas tekmice kar malce bojijo, se mi zdi, ko pridejo na tatami, ko vas ozrejo na drugi strani? Ne vem, morate njih vprašati, ampak verjetno res. Pa saj vidim! Tina, še tole, vaš trener je dejal, da je bilo vse preračunano, vse je bilo naštudirano, kot se temu reče, prihod na tatami, kako gredo črte. Vas je tisti dan sploh kaj presenetilo, vas je sploh kaj zmotilo tisti dan? Ne, nič, jaz sem točno vedela od začetka, kam bom postavila torbo, kako bom šla na blazino, vse sem vedela, jaz sem imela v glavi samo borbe in tako sem že prej rekla, svojo pot sem šla. In vedeli ste, kako se bodo tekmice obnašale, kaj ne da? To že naredimo prej analizo, tako da se poznamo med sabo. A se potem za naslednje olimpijske igre kar dogovorimo, da se pomerijo za bronasto oziroma srebrno odličje med seboj punce? To pa boste zdaj še malo počakali, no. Najprej se res moram spočiti, potem pa se bomo pogovarjali naprej. V redu. Še nekaj bomo pokazali obiskovalcem in gledalcem, namreč kratek portret, ki smo ga z vami posneli pred odhodom na olimpijske igre, za vse, ki vas tako dobro morda ne poznajo. Mislim, da je zelo lep, Tomaž Kovca ga je pripravil. Olimpijska prvakinja. Tina, vi ste najboljša judoistka na svetu, ne da? Ja. Ampak ne vem, če vsi to vedo, vi niste najboljša judoistka na svetu, vi ste najboljši judoist na svetu. Torej, če seštejemo moško in žensko konkurenco po vseh možnih točkah, vi ste predvsem najboljša na svetu. Ja, na lestvici svetovne zveze sem prva. Zakaj moram nas povreči z vas tako? Ko pride mimo Teddy Riner, legenda tega športa, ne da? Kaj vam reče? Nič, pozdravimo se, drugače pa ne komuniciramo veliko. Ne? Ne. Gospod Fabijan, ga boste naučili manir malce? Bo, to je to. In še enkrat, olimpijska prvakinja v judu, Tina Trstenjak. Tudi ona dobi tisto, kar si je prislužila, kos papirja z lepimi številkami. Nagrado ji bo predal glavni izvršni direktor SKB banke François Turcot in Vojka Ravbar, namestnica glavnega izvršnega direktorja banke, ki je glavni sponzor olimpijske reprezentance Slovenije. Za vse, ki ne vidijo dobro, 20.000 evrov. In še Šopek, jasno, predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije. Nagrado pa prejme jasno njen trener Marjan Fabijan Veliki. Še enkrat, gospod Fabijan, še? Vam pa bo nagrado podelil Anton Černik, predsednik uprave slovenske industrije Jerkla, veliki sponzor olimpijske reprezentance Slovenije. Pa še en Šopek, če ne veste, boste dobili od Gabrovca. Mimogrede, če kateri od moških želi danes presenetiti svojo drago s Šopkom, gospod Fabijan jih ima kar precej. Če ga lepo prosite, morda, ne da kakšen. So imate 3? Ne, Šopke.
Tina Trstenjak in Marjan Fabjan. Ja, zdaj, da ga ne bomo imeli v očih kot